Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Danes se bomo pripravili na november. 11. mesec, mojstrski mesec v letu 2022, ki je mojstrsko leto. Se pravi, govorili bomo o mojstrstvu. In o mojstrstvu smo v mojih oddajah v preteklosti že govorili. Če ste to oddajo zamudili, poiščite po arhivu na YouTubu, kjer glede na vaše število življenjske poti, se pravi, glede na seštevek vašega rojstnega datuma, govorimo o tem, kje v tej inkarnaciji, v tem življenju vas čaka vaše mojstrstvo. No, letošnji november bo nas spraševal zelo splošno vprašanje: mojster, česa si želite biti? Kje želite biti boljši? Kje želite dvigniti kvaliteto sebe? Kot osebe, kot partnerja, kot otroka, kot starša. Se pravi, vseh vlog, ki jih imamo v življenju. Naslednje leto 2023, na katero se bomo kmalu pričeli pripravljati tudi v mojih oddajah, prinaša namreč ravno to: dvig zavesti. Nekako najbolj karmična leta so za nami, karmični, bom rekla, oziroma mojstrski cikl, ki se je pričel 2011, zaključuje se 2022, bo tudi za nami. V kaj torej gremo drugo leto, me sprašujete, pa tudi že od avgusta. Gremo v leto preobrazbe, transformacije, v leto resnice, v leto duhovnosti, v leto nas samih. Seštevek je 7, sedmica simbolizira osebnostno rast, duhovno rast in pa kolektivno zavest. Torej, predvidevati je, da v naslednjem letu bomo mi, svet kot celota, vsak posameznik, tako kot vsak tale obroček, mehurček, vsaka tale barvica zadaj za menoj tvori celoto, jo tvorimo tudi mi. Se pravi, oktobra smo že malo čutili tega vpliva. Mesec oktober je bil tisti čas, ko smo rezali preteklost, ko je bilo lažje zapustiti toksične situacije, toksične odnose, toksičen ali pa, bom rekla, zastarel način razmišljanja in delovanja. S tem ni nič narobe. Mnogokrat si težko priznamo, da določene stvari ne delujejo več, pa vendarle so delovale. Ko se rodimo, potrebujemo plenice. Pri 18, 20 verjetno ne več. Torej, v življenju so takšne in drugačne etape in oktobra se je predvsem kazalo, česa ne potrebujemo več, kakšnih odnosov, kakšnih situacij, katerih vedno ponavljajočih se izzivov morda ne potrebujemo več. Kar pa ne pomeni, da se z njimi ne bomo vedno znova srečevali. Tudi matematike se naučimo, seštevanja se naučimo zato, da ga uporabljamo. Se pravi, tudi te veščine, ko govorimo o odnosih, o komunikaciji, o načinu delovanja, o načinu odzivanja, o načinu odločanja, izbiranja, tega, kako bomo naredili prvi korak in tako naprej, vse to so pač načini, ki se tekom življenja spreminjajo. In tako kot potrebujemo poleti kopalke in po zimi skibucke, velikokrat preprosto v praktičnem življenju, ko govorimo o čustvenih mehanizmih in tako naprej, preprosto pozabimo, da ne potrebujemo vsega v vsakem trenutku. Temu je bil namenjen oktober, se pravi, kakršnekoli presenečenja, katerih ste bili deležni v 10. mesecu, preobratov, mora biti tudi občutka, da ste se zaleteli v steno ali sami vase, neke streznitve. Zdaj vas pomirim, zatem je bil en močen namen. November pa nas zdaj sprašuje, česa smo se pravzaprav iz vsega tega naučili. Kaj je tisto, kar resnično zaznamo, kar ne pomeni, da ne bomo tega znova uporabljali. Se pravi, ko govorimo o toksičnih odnosih, ne pričakovati, da bodo kar vsi toksični ljudje zginili iz vašega življenja, kar naenkrat se bo vaš urnik uredil, odnosi v službi se bodo uredili, odnosi med nami se bodo uredili, kaj pa še? Saj smo vendarle živi, pravzaprav to je tudi neko bogatstvo življenja, da se spreminjamo, učimo, povezujemo, smo en drugemu podpora, en drugemu ogledalo, en drugemu učitelj. Vsi tisti, ki pa težje priznajo svoje napake, ki pa težje nekako pogledajo vase in iščejo, kaj spremeniti, seveda v tem času se ne bodo počutili dobro. Tisti, ki pa vse prehitro prevzemajo odgovornost na sebe, ki se vse prehitro čutijo krivi, pa naj, jaz upam, oktobra spustijo tiste stvari, ki za njih niso dobre. Tehle zadnjih nekaj dni pred pričetkom 1. novembra in pravzaprav 1. november se prične z zanimivim datumom. 1.11. kot dan mrtvih pravzaprav praznuje življenje in praznuje življenje tistih, ki so že odšli. In jaz vam zagotavljam, da vsi tisti, ki so že odšli, bi dali marsikaj za še en dan življenja. Kako zelo se pa mi, tisti, ki smo tu, včasih pritožujemo nad življenjem, nad tem, kaj se dogaja, nad tem, kar prihaja, nad tem, kar se nam je zgodilo, nad vsemi krivicami. Verjemite, da enkrat, ko se življenje izteče,
nam bo za marsikatero tarnarje, ne bom rekla žal, ampak se nam bo morda zdelo, kateri nesmisel, joj, katero dramo sem takrat naredil zaradi neke neumnosti, zaradi neke malenkosti. Torej, november bo pred nas postavljal točno takšne situacije, da bi se naučili ne prepotencirati stvari. Število 11 je namreč močno. Število 11 kot mojstrsko število je zelo intenzivno. Tiste osebe, ki imate število 11 v svojih osebnih numeroloških izračunih, se pravi v seštevkih rojstnega datuma, samoglasnikov, soglasnikov, v osebnih številih, tudi o tem smo že govorili, pobrskajte jih v arhivu na YouTubeu in izračunajte svoje število duše, pa svoje poslanstvo, pa svoje število osebnosti in tako naprej. Torej, če tam najdete 11, mi boste pritrdili, da gre vaše življenje zelo rado iz enega ekstrema v drugega. Število 11 pa simbolizira intuicijo. Simbolizira povezovanje z davnimi resnicami, s pradavnimi modrostmi, z našimi preteklimi življenji. Torej, če nekako rečemo, da marsikaj že znamo, ali to v resnici tudi uporabljamo, pa ne moremo vedeti, če se pred nas tovrstne situacije ne postavijo. Torej, po števanju smo se morda učili v osnovni šoli, smo morda mnenja, da jo obvladamo, ampak če nam zdaj nekdo reče, kolikokrat je 7, 8, 7x8, nekdo bo odgovor izstrelil kot iz topa, nekdo se bo popraskal po glavi, nekdo bo rekel, sploh tega nikoli nisem vedel, moram iti po kalkulator. Se pravi, to, kar smo se naučili in to, kar vsak dan uporabljamo, sta lahko dve zelo različni stvari in november bo pred nas položil veliko priložnosti, kjer bomo točno ta ogledala dobili nazaj. Se pravi, prvo, kar vas bom prosila, je to, da se ne hodujete na okolico. Okolica vam pravzaprav dela uslugo, tudi če vam požre vse živce. Torej, tudi če boste imeli občutek, da vas imajo za norca, tudi če se boste sami znašli v situaciji, ko se boste spraševali, pa kdo je tukaj nor? Kaj se sploh dogaja? Ne si misli, da se vam je zmešalo, ne si misli, da se je življenje zmešalo, kajti življenje vedno ve, kaj počne. Mi pa se preko tega učimo. Torej, v dani situaciji, ko bi morda najraje zaloputnili z vrati, ko morda se vznotraj vas zbuja jeza, morda celo agresija, ko razmišljate o tem, da zdaj pa je res dovolj, zdaj boste pa tudi vi popenili, kot po domače rečemo, usekali po mizi in povedali svoje, se vprašajte, ali je to oseba, ki vi želite biti. Mnogokrat, če pogledamo pa z druge strani, ko ga mi pobiksamo, pa držimo pesti, da nas ne bodo dobili, pa si želimo, da bi nas razumeli, da nismo za nalašč narobe naredili, da razumemo, da se je nekaj pokvarilo, uničilo, da smo nekoga prizadeli, da ni bilo prav, kar smo naredili, ampak res nismo za nalašč tako naredili. Torej, v takih situacijah si običajno zelo želimo sočutja na drugi strani, si zelo želimo neke ponovne priložnosti in obljubljamo, da nikoli več ne bomo tega storili, nikoli več ne bomo tega ponovili in če resnično obžalujemo in če imamo srečo, smo morda deležni na drugi strani osebe, ki je modra, ki je zrela in ki se ne vpleta v naš razvoj in nam morda na miren način se odzove, nas razume, nam morda celo svetuje, nas morda celo objame, je sočutna, je razumna, je potrpežljiva. Pravi, prepričana sem, da si vsi tega želimo, prepričana sem pa tudi, da vsi to zmoremo. Torej, ko boste v situaciji, da bi nekomu najraje zavili vrat, se spomnite na vse tiste situacije, ko pa je vas nekdo hotel za ušesa, pa ste si želeli, da bi vas razumeli. Kajti november, ko govorimo o mesecu mojstrstva, je pravzaprav mesec učenja in še enkrat bom ponovila, pravzaprav odpira vrata v leto 2023, ko pa se bodo tovrstne situacije kar vrstile ena za drugo. Se pravi, več miru, ki ga bomo znali sami v sebi ustvariti in ohranjati, lažje nam bo pravzaprav preko vseh izzivov, preko zelo drugačne energije, ki se nam obeta v letu 2023. Tudi sicer je november tak mesec malo zatišja je še vedno, kaj ne? Veseli december se še ni pričel, januar se še ni pričel, začetek šolskega leta je za nami, se pravi, neka ta vihrava energija se umirja, nekako mi se umirjamo. Torej, uporabimo ta mesec za to, da preberemo kakšno dobro knjigo o duhovni rasti, da preberemo kakšen dober članek, da gremo na delavnice in predvsem, da prisluhnemo sebi. Kajti, kdo je mojster vas, če ne vi? In kdo lahko vašo pot prehodi, če ne vi? Torej, uživajmo v naravi, v prečudovitih odtenkih jeseni, v prečudovitih občutkih, bom rekla, vračanja sami k sebi.
Kajti v vsem tem tempu, v zadnjih letih, ko nas je premetavala karma, pa so nas premetavala mojstrska števila in tako naprej, verjamem, da smo malček sebe ne izgubili, ampak morda transformirali in tega še ne znamo sami definirati. No, in v pomoč seveda prihaja tudi numerologija, tako kot vsakič, seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, to je naše število življenjske poti, tako kot vidite tudi zdaj na zaslonu, pomagajte si s prsti, z mobitelom, jaz pa verjamem, da do zdaj že veste, katero je vaše število življenjske poti. Enkice. November bo za vas zelo, zelo dinamičen mesec. November ima dve enki, vi ste enka, se pravi, v tem času bi se mogli počutiti bolje, mogli bi se počutiti z več fizične energije, več odločnosti, vas je pa absolutno za opozoriti, da tekom novembra ne biti vihravi, ne biti impulzivni. Tisto, kar ste se odločili avgusta, septembra, se pravi nekoč prej, temu dajte zdaj krila, to bo šlo. Vse tisto, kar se boste odločali novembra, pa se dajte za vsak primer vprašati, ali gre za trenutni vzgib in ali gre pravzaprav za reakcijo. Kajti v resnici se odločamo takrat, ko je naša akcija, ko je naša odločitev, naša izbira iz miru, ko se odzivamo na nek stres, tudi ko se odzivamo nekaj prečudovitega, recimo, da vas bo srečal na ulici dedek Mraz in bo rekel, tukaj je tvoje darilo. Tudi če to radostno doživljetje, je še vedno odziv. Se pravi, drage enkice, razlikujte, kaj je vaša odločitev in kaj je vaš odziv. Pa ne prehitro naprej v novembru. Drage dvojkice, za vas velja pa ravno obratno. Novembra boste deležni določenih nasvetov, bližine oseb, ki vam lahko zelo pomagajo. 11, ko seštejemo v 2, se pravi, to je energija povezovanja, svetovanja. Vi pa ste tisti, ki izbirate, kateri nasvet resonira oziroma je energijsko usklajen z vami in kateri ne. Se pravi, pred vas pa ne bo položen izziv impulzivnosti, ampak ravno obratno. Ne predolgo časa tuhtati, kaj vas čaka, pa kako se odločiti in predvsem ne odločitve polagati v tuje roke. Super je, da imate mnenje drugih ljudi, super je, da imate nasvete, super je, da imate drugačen pogled na vašo situacijo, da vas nekdo želi usmeriti, vam želi pomagati. Tiste osebe, ki vam v resnici želijo pomagati, vam bodo dale svobodo, da se vi odločite in vam bodo potem pri tej odločitvi pomagale. Se pravi, če se jaz odločim za govejo juho, čeprav so mi svetovali gobovo juho, ta oseba zdaj ne bo užaljena in me ne bo sabotirala, ampak bo z menoj uživala oziroma mi vsaj privoščila to govejo juho. To je en tak plastičen primer. Se pravi, drage dvojkice, poglejte drugo plat zgodbe, prisluhnite, povezujte se, odločajte se pa absolutno in absolutno vi sami. Drage trojke, število življenjske poti 3 pred vami je zanimiv mesec ustvarjalnosti, ki pa morda ne bo vaša. Bodite zelo pozorni, tako kot tudi dvojkice, katere energije, katere ideje, katere zamisli so pravzaprav vaše, katere so pa samo privlačne. Poglejte, koliko barv je za menoj, koliko izbire, koliko barvitosti, koliko kreative in vi ste kreativna oseba. Vaša domišljija ima vsak dan posebej prav poseben žur. Ampak vse to, kar si lahko zamislimo, vse to, kar si lahko prikličemo in potem posledično občutimo in doživimo, včasih dojemamo kot svoje, pa morda ni. Se pravi, novembra, če si zdaj ti 2 enki predstavljate, vas bo energija spraševala, kaj je vaše in kaj ni. Kljub temu, da je morda zelo lepo, zelo poznano, zelo privlačno, zelo, bom rekla, lepo zapakirano, torej ni vse zlato, kar se sveti. Velika verjetnost je, da vsaj v eni situaciji se stvari ne bodo razpletle tako, kot boste sprva menili, se pravi, v easy. Vzemite si svoj čas in predvsem poslušajte tisti svoj notranji glasek, kje se rojeva tista pristna, otroška radost, ki je vam tako zelo poznana. Po tisti poti pojdite, če tudi so druge morda navideti oddaleč lepše in lažje in bolj zabavne. Število življenjske poti 4. Pred vami je pa malo bolj resnoben mesec, ki pa vam bo ustrezal ta občutek malo odmaknjenosti, umirjenosti, povezovanja z naravo, miru narave. Kadarkoli pomislimo na jesen, vsaj jaz, pomislimo tiste prve deževne, prve hladnejše dneve, listi odpada, kostanj leži po tleh, narava nam daje sadeže. Vi ste zelo povezani z naravo. Število 4, trobezljan v vsaki oddaji je povezano z elementom zemlje, se pravi, prebite čim več časa v naravi,
z elementom zemlje, s tistim elementom zemlje in narave, ki pa je vam blizu. Za nekoga je to morje, za nekoga so to hribi, za nekoga so to kamni, skale, voda, za nekoga drugega je pa to dovolj že, da sedi na balkonu. Ampak pomembno je, da svoj če si ga predstavljate kot USB ključek, nekako priklopite nazaj na ta velik računalnik, na ta veliko mrežo, ki pa je narava. Veliko več miru, veliko več prizemljenosti in veliko lažje boste ne izumljali, ampak se tudi odločali za naprej, če boste v naravi. Se pravi, ta povezanost nazaj zdravo, staro, dobro kmečko pametjo bo novembra zelo pomembna. Kajti 11 kot intuitivno število vam bo postreglo z marsikaterim uvidom in prebliskom, ki pa ne bo otipljiv. Če boste vi prizemljeni v svojem bistvu, v svojem stebru, bo lažje presoditi, ali gre za strah, ali gre za intuicijo, ali gre pravzaprav na spomin na nek film, ki ste si ga ogledali 100 let nazaj, pa Bog si ga vidi, zakaj ste se zdaj nanj spomnili. Število življenjske poti 5, pred vami pa je razgiban mesec. Vse te barve, ki jih tako zelo rada poudarjam v temule mesecu, pridejo za vas v poštev, predvsem zato, da vidite, kaj vse je možno. Petke ste namreč izvrstne v temu, petke ste odlične v temu, da vidite možnosti, da vidite priložnosti. Vsake toliko časa vam pa seveda vsega tega potem ne uspe dokončati. Če tlele vidimo tole petko, podala se je na pot, ampak kaj pa jaz vem, mogoče bo šla levo, mogoče bo šla desno, mogoče bo šla za prvo grmovje, mogoče bo splezala na drevo. Se pravi, ko petka krene na pot, nismo čisto prepričani, kako bo ta pot zgledala. In v novembru, če si zdaj prikličete v misli število 11, pa bo energija rekla, no super je, da vse to vidiš, ampak ostani na tvoji poti. Se pravi, tudi ko se peljemo z avtomobilom, ko se peljemo z vlakom, ko se peljemo z avtobusom, kaj vse vidimo, ampak ostajamo pa na svoji poti. Se pravi, vsi ti dražljaji, vsi ti moteči elementi, vsi te neke dodatne možnosti so po vsej verjetnosti le preizkus. Kaj ste se odločili, kje boste vztrajali in na kakšen način. Seveda ni nič narobe, da pokukate ven, da se ustavite, da imate neko, bom rekla, enodnevno ekskurzijo oziroma nek čudovit dogodek. Absolutno uživajte v temu, ampak ne pozabite po poti česa in kam pravzaprav stopate. No, s tem ne bodo imele težave števila življenjske poti 6. Drage moje šestice, življenje bo vam pri vsemu temu, česar ste se odločili, pomagalo. Poslušajte pa sebe. Poslušajte tisti drobni glasek v vas, ki vas bo usmerjal v tisti, bom rekla, smeri, v tisti rešitvi, ki vam prinaša malo več samostojnosti. Drage šestice, za seboj imate kar nekaj izzivov v ljubezni do sebe. Naporno leto je za vas še posebej čustveno, kar ne pomeni, da je nujno slabo, kar pomeni, da po vsej verjetnosti ste opazili, da sebe malo drugače poslušate, malo drugače upoštevate in na drugačen način tudi morda poznate. Morda vas je še 6 let nazaj, 5 let nazaj, 2 leti nazaj, 3 mesece nazaj nekaj popolnoma drugega osrečevalo kot sedaj. Se pravi, za vas pa bo veljalo ravno obratno kot za petke. Uživajte v vseh teh možnostih, podajte se na pot odtenkov, čarobnosti, pravličnosti, katero vi znate občutiti. Šestke ste pravlične, ste romantične, verjamete v čarobnost trenutka. Zdaj pa je prišel čas, 111, da to energijo pozornosti, prijaznosti, obdarovanja usmerite tudi vase. Se pravi, pričarajte čudovite trenutke za sebe in jih delite z ljudmi, ki jih imate radi. Namreč, ker šestice rade počnete to, da postavljate druge na prvo mesto, pričarate fantastične filmske trenutke za tiste ljudi, ki jih imate radi. Nekako pa potem vi malo zvisite, po domače povedano, kajti ste vedno nekako že sami pri sebi na drugem mestu, posledično vas bo slej ko prej tudi samo vesolje pričelo postavljati na drugo mesto. Se pravi, energija števila 11 vam lahko zelo pomaga postaviti sebe na enakovredno mesto. Ti dve 11, med seboj sem prepričana, da se ne prerekata, kjer je bila prva, pa kjer je bila druga, pa kjer je bolj pomembna, kajti veste, da sta si enakovredni in skupaj tvorita to 11. Število življenjske poti 7. No, naslednje leto bo za vas sila zanimivo. 7, kar smo že prej rekli, dvig zavesti, učenje, duhovnost, vse te stvari, ki vas že tako ali tako zanimajo, vse to se pričenja zdaj že novembra. Se pravi, ta radovednost, bo pa rekla tudi ta odprtost drugačnim znanjem, drugačnim modrostim, mogoče vas misticizem, mogoče vas ezoterika, duhovnost že tako ali tako zelo zanimajo. Na področju tega, kar že veliko
veliko časa opazujete, raziskujete, analizirate, se pojavlja nekaj novega. Se pravi, v novembru prisluhnite tisti radovednosti, ki vas bo peljala po poti, ki bo za vas v naslednjem letu zelo pomembna. To potem seveda pomeni čas zase, pa tišina, pa izklop motečih elementov. Vas si nekako predstavljam, če greste takole na sprehod, da boste v tem sprehodu našli svoj mir, kljub igrivosti, kljub temu, da morda boste skočili v kup jesenskega listja, v kup sadežev, v kup, bom rekla, igrive energije, ampak ta neka resnobnost, boste pa opazili, bo ostajala enaka. Za vsa števila 7 pomeni, kadar je to seštevek rojstnega datuma, da slej ko prej v življenju boste postavili v vlogo učitelja, kajti zelo radi raziskujete, se učite in zaradi tega veliko o temu, kar berete, veste. Tako bo tudi letošnjega novembra, se pravi, vsaj ena oseba bo prišla k vam po nasvet. Jaz vem, da boste super svetovali, spustite pa potem potrebo po temu, da bi vam ta oseba morala povedati, kako se je odločila in kaj je storila. Lahko je, da imate ful prav. Lahko, da če vas ne bo upoštevala, da se bo zelo opekla, ampak to ni vaša pot. Nikoli ne vemo, kaj je pot druge osebe, druge duše, morda potrebuje to grenko izkušnjo za svoje učenje. Tako kot ste tudi vi v svojem življenju zagotovo bili deležni marsikatere grenke izkušnje, ki vas je marsičesa naučila. Število življenjske poti 8. Drage osmice, več energije, več odločnosti in pa predvsem več novosti se vam obeta v mesecu novembru. Tale 11 vam bo nekako dala zagon na obstoječih poteh, katerih pa se dajte lotevati tako duhovno kot materialno, se pravi, imejte ful idej, imejte ful nove domišljije, novega zagona, bodite pa pozorni, kaj je iluzorno, se pravi, kaj je tisto, kar je samo namišljeno, kaj je tisto, kar ni tako zelo dobro, kot se zdi, in seveda po drugi strani izhajajte iz ljubezni, izhajajte iz svetlobe, ne iz ega, ne iz potrebe po potrditvi. Drage osemke, velikokrat ponavljam, da ste sposobni, se znate dobro organizirati, ampak vodite pa z zgledom. Se pravi, kaj je tisto sporočilo, ki si ga vi želite dati svetu? Je to sporočilo, imam 2 jahti, sem zelo premožen, veste, tole so diamanti, ki jih nima nihče na svetu. Ali mislite, da vaša duša vam bo za take diamante hvaležna, ali vam bo hvaležna za tisti notranji, bogat občutek izpopolnjenosti in dosežka? Ti 2 polarnosti, ti 2 skrajnosti se boste zelo kazali novembra. Se pravi, po eni strani je pričakovati, da vam bo uspeh položen pred noge, po drugi strani pa bo življenje malo takole kukalo čez vašo ramo, kaj boste s tem uspehom naredili. Denar sam po sebi nikakor ni slab, denar nam da možnost in priložnost biti, kdor smo. Se pravi, tisti, ki so zelo humanitarni, bodo še več denarja dali v humanitarne namene, tisti, ki so pohlepni, pa seveda vase. Torej, takšen bo nekako november. Katera izmed teh 2 enk bo prevladala, pa je vaša izbira. In še število življenjske poti 9. November kot čas učenja, kot čas duhovnosti, kot čas dviga zavesti in kot čas, ki nekako napoveduje 2023, bi lahko prinesel v vaše življenje tudi nove osebe ali vsaj energije, katerih boste deležni v naslednjem letu. Se pravi, bodite pozorni na vse tiste osebe, ki morda potrebujejo pomoč, potrebujejo sočutje in ne pozabiti biti sočutni in potrpežljivi tudi do sebe. Kajti novembra bi vas lahko zelo čustveno premetavalo iz enega v drugo skrajnost, iz tega, da ste super dobre volje, da vse je možno, da I believe I can fly in potem čez 2 minuti mogoče se bo zdelo vse brez veze in grozen in to, zakaj sem sploh živ. Ne se bati teh 2 ekstremov. Oba ekstrema potrebujemo, oba ekstrema smo mi, nekako smo pa tam nekje na sredini. Se pravi, tale 9, ki se uči žeti, o katerem smo veliko krat govorili v mojih oddajah, tale repek v mesecu novembru bo zelo pomemben. Kaj je tisto, kar vi žanjete, kaj je tisto, kar vi pobirate. Če greste nabirati kostan, verjamem, da tiste gnile kostanje, črvičeve kostanje, na katere se zdaleč vidi, da niso v redu, ne boste nabrali. V življenju je pa podobno. Velikokrat se oddaleč vidi, da določen odnos se bo razvil v toksični smeri. Včasih se oddaleč vidi, da nas nekdo izkorišča, da nam laže in tako naprej. Mi pa še kar upamo, da se bo ta repek tega, kar mi sprejemamo, spremenil. Pa se po vsej verjetnosti ne bo. Torej, če oktobra niste zaključili s tistimi odnosi, ki so toksični, s tistimi navadami, ki so zelo nezdrave, bo november nekako postal malo bolj
abstrakten, bom rekla, zato, da bi točno te stvari prepoznali in ne zato, da bi vas kaznoval, niti ne zato, da bi vas kritiziral. Torej gre samo za to, da boste dobili nekako nazaj ogledalo, kaj tisto, kar bi, pa kaj tisto, kar ne bi. Tole je bil pregled od 1 do 9. Verjamem, da ste se v vsaki razlagi tudi malo sami našli, ne glede na vaše število življenjske poti. Takšen tudi bo november. V vsaki situaciji se bomo malo našli. Pa naj gre za neko podnebno katastrofo na drugem koncu sveta, ali za vojno, ali za nekaj, kar se je zgodilo sosedu, ali za nekaj, kar se je nam zgodilo v preteklosti. Ti občutki se bodo nekako mešali med seboj. Ravno zato, ker nam želijo ponuditi ogledalo in mogoče neko drugačno priložnost razmišljanja in odzivanja. Saj veste, kaj mnogokrat pravijo, kako bi bil znova mlad, ampak s to pametjo. No, danes, tukaj in sedaj smo še vedno mladi po duši, ne glede na našo starost, in smo s to pametjo, ki jo seveda nadgrajujemo. Se pravi, naj bo november čas, ko nekako prevetrimo svojo lastno zdravo, staro, dobro, kmečko pamet in intuicijo. Samo zato, ker se je nekaj počelo nekaj stoletij, še ne pomeni, da je tako prav. In samo zato, ker nečesa ne moremo držati v rokah, ne pomeni, da ne obstaja. Ko govorimo o elektriki, to smo že nekako osvojili, ko govorimo o alternativnih metodah zdravljenja, pa včasih nismo čisto prepričani, če verjamemo. In na koncu dneva, a veste, je odločitev in izbira vaša. Kaj boste poskusili, kako se boste lotili izzivov, kako se boste lotili pravzaprav svojega življenja. Kajti živite samo svoje življenje. Ne živite življenje svojih otrok. Ne podrejajte življenje za svoje otroke, čeprav je velikokrat tak občutek, kajti otroci nas potrebujejo. Niti ne za svojo kariero, niti ne za ugled, niti za lajke na socialnih omrežjih. Tam smo vsi zdravi, lepi, mladi, srečni. Ampak živite za vas. Se pravi, če bi tale trenutek prišel v zadnji hip in če vas zdaj vprašam, ali ste živeli za sebe? Kdo sploh ste? Kaj ste sploh doživeli? Kakšen bi bil vaš odgovor? Kajti živite v vsakem primeru sebe. In ko govorimo, da je treba sebe prepoznavati in spoznavati in raziskovati in se s seboj povezovati, ne želimo reči, da ste vi tam nekje daleč ali da se vi ne poznate. Želimo preprosto poudariti, da se spreminjamo, da se življenje okoli nas spreminja, da se okolica okoli nas spreminja. Temu primerno tudi naši odzivi. Se pravi, če smo nekoč mlečne izdelke ful dobro prenašali, pa jih zdaj več ne, je morda modro spremeniti prehrano in ne trmasto vztrajati pri temu, da mleko je dobro. To je samo eden izmed možnih primerov. V novembru bosta ti dve enki prinesli veliko individualne energije in veliko nasprotujočih si možnosti. Se pravi, tako kot smo rekli pri osemki, eno je duhovno, drugo je materialno. Eno je prvo, drugo je drugo. Ampak ti dve enki med seboj se ne bojujeta. Zato se tudi mi ne bojujemo med seboj. Ampak pravzaprav si zdaj predstavljamo ti dve enki, kako se primete za rokice in skupaj postaneta 11-2. In to je pravzaprav nauk vseh teh karmičnih, mojstrskih, takšnih in drugačnih turbulentnih let. Učimo se en drugemu podati roko in skupaj najti neko lepo, ljubečo pot. Jaz vam želim en fantastičen november, se pa že veselim naslednji teden in vam želim prijeten večer še naprej.